Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Zgodba o razvoju družbe BTC je zgled dolgoročnega vlaganja v uresničevanje vizij, ki se danes odražajo v obliki številnih uspešnih dejavnosti, vse od upravljanja prostora do logistike in digitalizacije. Upravljajo eno izmed največjih nakupovalnih, poslovno-rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, ki letno beleži 21 milijonov obiskovalcev. Veliko je govora o krožnem gospodarstvu in trajnostnemu razvoju. Primer dobre prakse, okolju prijazne proizvodnje in to, kako pomembno je na tem področju povezovanje, lahko spoznate na širšem območju nakupovalnega središča BTC v Ljubljani. Vzorni primer je tovarna z dolgoletno tradicijo Aquafil Slovenija. Leta 1995 je postala del skupine Aquafil, ki velja za pionirja krožnega prehoda. Tovarna, ki navzven deluje kot klasičen proizvodni obrat za sivimi stenami, skriva inovativno tehnologijo in napredne računalniško krmiljene obrate, ki proizvajajo regeneriran najlon, poznan pod blagovno znamko Econil, ki je uporaben v modni in avtomobilski industriji, izdelan pa je iz odpadkov. Med ogledom proizvodnih dvoran, v katerih so procesi v veliki meri avtomatizirani, pozornost pritegne stotine kolutov, na katerih so naviti kilometri najlonskih vlaken. Tovarna s koristnim partnerstvom in s presežkom toplotne energije ogreva bližnje objekte, med drugim vodno mesto Atlantis in športni center Millennium. Urbani wellness Atlantis v vodnem mestu Atlantis v BTC-ju se s prenovljenimi prostori razprostira na 2000 kvadratnih metrih. V Atlantisu smo zdaj kar 2000 kvadratnih metrov posvetili urbanemu wellnessu. Uredili smo tukaj od saven do različnih bazenov, hladnih, toplih, z mehurčki, pa potem tudi savne, ki so tematske, naprimer z morskim zrakom, z zelišči, finske, pa potem razne pilinge, obloge, zato da se ljudje res lahko razvajajo. Imamo tudi center azijskih masaž, ki še dodatno nudi sprostitev, in pa več bazenov, ki so pa med drugim tudi plavalni. Mišljeno je, da v bistvu prebivalci enega urbanega okolja ne potrebujejo dneva dopusta, zato da si privoščijo en dan kopanja, savnanja, ampak da to lahko storijo pač redno v okviru svojih delovnikov, skočijo po službi za nekaj ur v wellness in v bistvu s tem zelo veliko dobrega za svoje zdravje naredijo, ker vsi vemo, da ključ je pač v neki redni uporabi in urbani wellnessi prav to omogočajo. 18 let v Atlantisu prav posebej obeležujete. Ja, letos za 18. rojstni dan pripravljamo ogromno dogajanja in sicer se bo to vse zvrstilo v tednu med 17. in 23. aprilom, kajti naš rojstni dan je 22. aprila in ker je 18. bomo v tem času imeli pač 18% popust na popolnoma vse, kar nudimo, vse naše storitve, vse artikle, ampak hkrati res obeležili bomo pa 22. aprila, ko pa vabimo predvsem mlajšo publiko, takrat so tudi vsi otroci do 12. leta brezplačno k nam vabljeni in jim bomo naredili eno tako res vrhunsko zabavo, za polno dogajanja, z delavnicami, z animacijo, nekako da bojo doživeli, kaj vse se lahko zgodi v enem nepozabnem dnevu v Atlantisu. Prenovljeni so vsi prostori namenjeni počitku, gostinski ponudbi in druženju. Urejena je nova povezava s centrom azijskih masaž, uvedli pa so tudi nove vsebine in programe za dobro počutje. Jaz mislim, da sem zdaj zelo izčrpno naštela precej stvari, za katerih so vsi zelo lepo vabljeni, tako na sprostitev kot na obilico družinske zabave. Dan pa po razvajanju lahko v BTC-ju zaključite tudi z ogledom katere izmed izjemnih predstav na odru City teatra, ki je svoja vrata odprl leta 2008. Iz nekdanje kongresne dvorane so ustvarili pravo gledališko in koncertno prizorišče, na odru katerega je stala večina najprepoznavnejših slovenskih gledaliških in glasbenih ustvarjalcev. Res zabavna je aktualna predstava Fantovščina. Dobrodošli na predstavi Seks s Klapičem, polna dvorana, ponavadi nobena ne pride, tako da ne vem, kaj narediti. Kaj se srečam? A se boste vi? Visoko odmevnost si v City teatru obetajo tudi v bližajoči se 15-letnici, v okviru katere načrtujejo sklop ekskluzivnih dogodkov jeseni tega leta. BTC je torej zgodba o uspehu, ki jo pišejo skupaj z mnogimi.